Tukaj je treba okolico, ki te je probala sprogramirati po svoje, jo je treba sprogramirati nazaj. Pa vendarle mi ne delamo manipulacije, to pomeni, da jaz, ko mi bo nekdo hotel glede mene negativno hipnozo vršiti, jaz ne bom njemu vrnila o njemu hipnozo. Jaz bom njemu vrnila hipnozo o sebi. Veš, ne posegam jaz potem, da bi komorkoli kaj škodovala nazaj. To absolutno ne. Primer, zato da bo v praksi lažje to razumeti. Ja, veš, jaz sem pa ful ene sanje, zato tebi to nikoli ne bo ratal. Da poglej se, mislim, je treba biti realen, drž se službe. To se ful dogaja, kradljivci sanj. Ne? Ma kaj boš ti tam neki, se sploh, a ti to sploh znaš? A veš, kar nek stric na nekem kosilu. Ko se noter nasmejiš, ko si misliš, kaj pa ti v življenju naredil, ampak okej, ne? Potem se obrneš človeku, ful je pomembno, da ga gledate ful v oči. Tle se stik, center možganov, štekaš, učke, tretje oko, možgani, tle se ful tega stika dela. Prvi stik je ta, potem gre na verbalizacijo. Zato je najbolj dela take stvari na 4 oči, včasih ni priložnosti, ok, bo tudi telefon, ok. Ampak vse danes nimamo te video kole, video klice, ne. Skratka, človeka pogledaš v oči, ful v oči in gre zadeva naprej. Poslušaj, rada bi ti nekaj povedala. Ko sem ti jaz govorila o svojih sanjah in mojih namerah, je to zaradi tega, ker je to del tega, kar jaz sem. Je del mojega življenja in je mojih načrtov. Na to energijo ne sprejemam kakršne koli smeti, omadeževanja, razumeš, kakršnikoli dvomov, ki niso moji. Ti lahko verjameš o meni, da nečesa nisem sposobna, v tem trenutku ti pa povem, da to ni moja resnica. Jaz sem to več kot sposobna in jaz to bom naredila. Svoje dvome lahko v tem trenutku ali zadržiš zase, še bolj ti pa predlagam je, da jih transformiraš, ker jaz sem tvoj družinski član. Verjamem, da nočeš, da bi jaz o tebi mislila, da ti meni privoščiš slabo ali pa da mi nekaj ne uspe. Kaj ti, če bom jaz o tebi mislila, da ti to meni želiš, potem je vprašanje za prihodnost, kam bo najin odnos šel. In to je nekaj, kar imaš pa definitivno pol za premisliti. Tako, a si prepričana, da si mi hotel to informacijo, za katero je bila dobro namerna, dostaviti na tak način. A sem koga užalila? A sem komu kaj slabega rekla? Ne, sem pa zelo, a razumeš, ljudje se morajo samo takih komunikacij naučiti, zato imate mene. A veš, zaradi mene, če se ta posnetek ustaviš, pa se tole na pamet naučiš. Ampak ljudje ne komunicirajo na tak način. Problem ljudi je, ko recimo primer, imaš kradljivca sanje, a štekaš, da se začnejo braniti, da se začnejo dokazovati, zakaj bo to tako, on še bolj pritiska. Ali pa da ga začnejo kontra napadati. Ali pa da začnejo njega, kaj si pa ti v življenju naredil, kaj pa ti delaš, to ne priješ nikamor. To je samo izmenjava kup enega dreka, razumeš? Ti moraš človeku nazaj vrniti hipnozo, z mano se od tega trenutka dalje pogovarja tako in tako in tako, pika ad acta. In ne me prisil, da to mejo uveljavljam in potrjujem, ker jo bom. Potem človeku še ene dvakrat lahko potrjuješ, preden mu potem orang zaružiš v odnos. In naslednjič, ko človek začne stop, prejšnjič sem ti povedala, moje sanje, moja domena, podpiraj ali ne komentiraj. Lej, če obstajajo taki stavki, kakor so vklopi razum, zahtevaj račun, lahko imamo tudi mi svoje rime. A štekaš? Podpiraj ali ne komentiraj. Naučite se tega. Podpiraj ali ne komentiraj. Naj bo to vaša mantra. Mogoče se vedno lahko spomnite, ker če boste zdaj možgane to naučili, podpiraj ali ne komentiraj, potem boste tudi v enem dan trenutku uporabljali glih papagaj, moje besede uporabljali, mogoče nekaj svojega izrazili. Ampak na tak način vi ljudi obveščate, to so moja navodila za uporabo.
In to se da na zelo take načine narediti. So sicer za človeka malo na drugi strani avč. Lahko se užgejo, pa se lahko začnejo dreti. Spet se nasmejiš znotraj sebe. Poslušaj, a veš, da ponavadi ni normalno to, da ti popizdiš nad željami nekoga drugega. Torej se te požiga nekaj tvojega. To, da jaz nočem po tvoje nares, pa to v tebi sproža jezo, ni ok. Predvsem tebi do sebe. Ne? Tako da je čas, da ugotoviš, zakaj tebi to sproža. To je moje življenje in jaz nosim odgovornost. Na te nič to ne bo vplivalo. A ni dober? Zakaj? Veš, ljudje rečejo pri hipnozah, rečejo to, da ja, sej ne veš, jaz se pa ne bom spuščal v kakršne koli debate z ne vem kom že, zaradi tega, ker meni gre pa čez lev uho, tam je najboljše, čez lev uho noter pa desnega ven. Lej, že izraz je napačen, če ti gre čez lev uho noter, gre mimo možganov. Okay? Dvomim, da jih na poti ne bo zadel. Tudi če gre pri desnem ven, se bo vmes ustavil. Ti to ne delaš pravzaprav zaradi česarkoli drugega, ampak zaradi te nove svoje pozitivne samohipnoze. Možgani rabijo od tebe vedeti, da te ne rabijo več na brutalne, težke, agresivne, užaljene kakršne koli načine braniti pred drugimi ljudmi, ker so bila čustva toliko prizadeta in so prišla do svojega Mount Everesta, ampak bojo možgani ob vsakem serviranju negative na tebe vedeli, da boš ti to zrihtala, da boš ti to zrihtal. Da ne rabijo oni vse v redu, I got this, to imam jaz čez. Ti s komunikacijo, pa to, kar narediš, možganom potrdiš, ne, tega nisva sprejela, še vedno je vse v redu, še vedno vse verjameva, tipi-topi. In možgani rečejo, ok. To zaradi tega delaš. Jaz mislim, da svojim možganom to dolguješ. Še enkrat te bom vprašala, za koga si prišel na ta planet.